Lepo pozdravljeni. Začenjamo s portretom umetnice Anke Krašne. Akademska slikarka s svojimi deli pomembno soustvarja likovno sceno mariborskih akademskih slikarjev srednje generacije. Svoje znanje prenaša tudi na mlajše slikarje, saj kot predavateljica že leta poučuje slikarstvo na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Živi in ustvarja v Miklavžu na Dravskem polju. V ateljeju, kjer smo jo obiskali tudi mi, pa je osvetlila marsikatero skrivnost svoje slikarske poti. V netipičnem ateljeju slikarke Anke Krašne nastajajo najnovejša dela, neobičajna serija likovnih obrazov naslikanih na prosojne folije. Sprožila jo je slikarkina senzibilnost in občutljivost, ko je pred meseci razstavljala v eni od zapuščenih industrijskih hal. Praznina, razočaranost in nemoč delavcev, ki so postali nevredno blago, so spodbudili cikel angažiranih podob, ki bi jih slikarka želela razstaviti v industrijskem okolju. Želim narediti eno serijo delavcev, današnjih delavcev. Zato so to ljudje v bistvu brez ust, brez oči. Imajo sicer velika ušesa, ker danes se samo posluša, ni priložnosti, da bi kaj povedal. Noben nič ne vpraša dejansko teh ljudi in so še samo kot številke, zato sem jih tudi in jih bom imenovala z številko. Ideja se mi je v bistvu porodila, ko sem delala ta cikl dialogov, kjer sem potem prišla nekako do ene zanimive podlage in to je ta paus papir, zato ker sem razmišljala, kako bi v eni sliki pokazala to dvojnost karakterjev ljudi, in se mi je zdelo potem seveda, da je super, če jih prekrivam. Se pravi, zadaj je bilo tisto, kar karakterizira osebo, kakšno jaz vidim, kakšno se kaže. Potem od spredaj pa tista tako, kot pravzaprav želi, da jo vidimo. Seveda imam idejo razstaviti to na tleh, tako da bomo v bistvu hodili po teh delavcih, tako kot se dejansko dogaja zdaj v današnjem času. Izredna senzibilnost in kritičnost sta sicer stalnici v več ciklih Anke Krašne. V ciklih Ovce, Rdeče in Črne prasice pri koritu in drugimi je izrazila veliko mero provokativnosti že v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Skozi barve na platnu, kot pravi sama, eksplodira, kar ima za povedati. Vse večkrat pa je kritična in direktna sporočilnost prikrita s simbolnimi podobami. Večinoma vsak prepozna v sliki sam sebe. To se je zelo lepo pokazalo tudi na eni sliki, kjer sem naslikala to sveto družino, ki je takrat bila kar precej slabo sprejeta slika, ki je bila neka kritika cerkvena ali pa teh dogm cerkvenih. Ampak takrat sem pravzaprav prvič dojela, kako zelo različno dojemamo slike, ker so se potem po meni obračali, večinoma zelo negativno, ampak ko so govorili o tem, kaj so v sliki videli, sem jaz videla, da so pravzaprav svojo zgodbo mi povedali. Slikarski cikli Anke Krašne so neke vrste likovni dnevniki, koščki življenjepisa, ki ga zaznamujejo pripovedi in doživetja, največkrat ljubezenska v ciklih Kraj, kjer umirajo metulji ali Dnevnik gospodične Blondi. Izgube, stiske in odsotnosti so občutja, ki spremljajo cikel neko sušno obdobje. Poseben cikel je leta 2009 namenila prijateljici in izjemni ženski Marleni Humek. Likovni življenjepis je strnila v ciklu s preprostim naslovom Zgodbe. Če bi znala pisati, bi pisala, morda sploh ne bi slikala, ampak zdaj seveda skozi slikarstvo dejansko opisujem svoje življenje in svoje dogodke. Nekako moram nekaj doživeti, moram potem sebi to predelati, nekako vrednotiti to, kar se mi je zgodilo. In potem moram dati to iz sebe, nekako se mi zdi, da me kar vleče, da potem te stvari tudi povem. Povem jih z simboliko ali pa določene stvari tudi malo z nekimi realističnimi posegi. Na nek način
želim pripovedovati, ampak vseeno je to tako zelo osebna zgodba, da mi je čisto ljubo, če je ljudje ne preberejo moje zgodbe, ampak v tem svojo najdejo, ne. Če bi primerjala z literaturo, bi bile to neke novele, ki ne bi veliko povedale, ampak bi bilo samo polno nekih simbolov. Velikokrat ključna nosilka sporočilnosti je barva kot izraz razpoloženja, stanja s prepoznavno barvno lestvico izrazitih barv. Zelo rada posegam po kontrastnih barvah, ne. Zelena je tista moja priljubljena barva, rdeča, ne, kaka modra, tako da večinoma, ne, so moje slike grajene ravno na teh kontrastnih barvah. Vedno sem presenečena, ko dela obesim v galerijo. Takrat pravzaprav prvič vidiš svoje delo, ne, ker zdaj tukaj se veste, z 2 metrov ali pa 1 metra je čisto nekaj drugače, pa vse polno ostalih stvari je okrog, ne. Ko se pa to obesi v en prostor in ko imate potem tudi možnost od daleč pogledati ali pa skupaj neke stvari, ne, takrat pa potem vidite, ne, kaj meni se je že tudi zgodilo, da sem razstavo postavila, pa sem potem s šminko korigirala še nekaj stvari, ker sem videla, da tam pa, ena rdeča, zakaj je nisem dala, ne, kaj naj naredim, ne, pa sem se spomnila, imam šminko take barve. Ja, takrat seveda se res vidi, ne, kaj si naredil. Risanje in slikanje je bilo pri Anki Krašni že v rani mladosti igra in način preživljanja dneva. Na profesionalno slikarsko pot pa je stopala plaho in previdno. Nekaj verjetno res nosim v sebi, ker po mamini strani vidim, da je kar nekaj takšnih, ki so se s tem ukvarjali. Sicer se noben ni profesionalno spustil na to področje. Jaz se pravzaprav svojega otroštva spomnim samo po tem, da sem rada risala in da mi je največje veselje bilo, če sem dobila svinčnik ali pa barvice ali pa krede potem že. Sem pa res želela iti v dizajn, ker si nekako nisem upala v čisto umetnost, sem mislila, da zato pa vseeno nisem poklicana, sem malo bolj romantično gledala še takrat na te stvari. Sem šla potem na pedagoško akademijo in sem potem v teku teh 2 let, tam sem bila z Barbaro Vidičevo, veliko smo prijateljevali in ona je potem šla na Ljubljansko akademijo in je rekla, pojdi z mano, sem rekla, bi šla raje v Zagreb, ampak sem potem res je to prijateljstvo nekako prevagalo, da sem šla poskusiti v Ljubljano in sem bila sprejeta. Anka Krašna je že kot dijakinja dobila Prešernovo nagrado za svoja kreativna dela. Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani je zaključila leta 1979 pri Gabrielu Stupici. Specialistični študij je zaključila pri Jožetu Cjuhi in Marjanu Tršarju. Strokovna potovanja po Aziji, Ameriki, Evropi pa je zaokrožila z bivanjem v Parizu. Več kot 70 samostojnih razstav in več kot 160 skupinskih kaže na bogat opus. Svoje znanje pa že leta predaja tudi mlajšim rodovom, kot predavateljica na oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete v Mariboru. Mislim, da sem tam nekega 82. leta začela kot asistentka z risbo, sedaj pa že vrsto let poučujem slikarstvo. Moram reči, da me to res izjemno veseli, rada delam študenti, trudim se pač, da jim čim več dam in nekako se mi zdi, da njihovi uspehi, da jih tako čutim kot svoje uspehe, no res lepo delo je, študenti je lepo delati. Nastajajoči cikel delavcev, ki nastaja v njenem ateljeju, bo morda naslednja postaja, naslednja razstava in še ena zaokrožena likovna pripoved o življenju, ki ga živi, opazuje in kritično motri, ter nazadnje eksplodira na platno Anka Krašna.
Za naslednjo reportažo se selimo na odrske deske. Garderober, zadnja predstava letošnje dramske sezone v drami SNG Maribor, je intimen avtoportret igralca, ki se poslavlja od igranja in tudi od življenja. Predstava je vpogled v delo igralcev na odru in vpogled v življenje tistih, ki so za odrom in gledalcem ostajajo skriti. Če ti zdravnik reče, da potrebuješ počitek, si lahko prepričan, da se mu niti sanja ne, kaj je narobe s tabo. Sam sem se odpustil iz bolnice. Telefonirajo v bolnico. Nikar. S tabo ni nič. Prosim te, ljubica, nekaj. Odpovej predstavo. Moram reči, da mi je ta predstava in seveda vloga tudi kar zelo pri srcu. Namreč skozi to interpretacijo se dotikam enih stvari, ki so mogoče pri nas zelo prisotne navzven med ljudmi, posebej tistimi, ki niso prav vešči gledališča, ne, pa zelo nepoznane. Ne. Tako da se mi zdi z te strani ta predstava, ta vloga pravzaprav zelo dragocena in mi je, če rečem temu, nekje proti koncu kariere, mi pravzaprav nekako dopolnjuje vse skupaj, bi skoraj rekel, da je češnja na vrhu torte. No, tako je že bolje, kaj ne? Hočete piško? Mi je bilo v čast, da sem lahko dobil to priložnost z njim biti na odru skupaj in da smo se ujeli tudi z Veljkotom Mičunovičem, režiserjem. On je zdaj koliko, 27 let star in mlad in to in upam, da bo še naprej tako delal, je zelo fin. Tudi cela ekipa me je zelo podpirala. V glavnem se trudim, da bi nekako spremljal Ivota na odru, ker pač toliko daje, da ti je potem bližje ta vloga. V glavnem moram povedati, da je pač sodelovanje je bilo ogromno, je dalo ogromno pozitivnega. No pa tudi, mislim, v glavnem je cela klima bila zelo fajn, da smo fino delali. Ni mi mar, če so v dvorani samo 3 obiskovalci. Sva morala z Vladom narediti v zelo kratkem času vse te pristne odnose in vse te stvari. In jaz sem zelo vesel, če je moja energija in moje izžarevanje pomagalo k temu, da je lahko on v tako kratkem času tako dobro naštudiral tega Normana. S tem bom nekako upravil. Z norcem se bom že znašel, krčenje spremstva bom prenesel. Imel bom dovolj močan želodec. Sir v podobi Iva Bana je igralec velikega kova, cenjen in spoštovan v igralskem ansamblu in tudi med zaodrskimi delavci. Že 227-tič naj bi odigral vlogo kralja Lira, a dialogov se kar ne more in ne more spomniti. Psihofizično je uničen, morda bo to njegova zadnja predstava sploh. Edino njegov zvesti garderober verjame, da mu bo uspelo, če tudi zadnjič. In prav to razkriva predstava, kako pristni prijateljski odnosi se razvijajo med igralci in tistimi v zaodrju, ki jih gledalec ne vidi, a z igralci sestavljajo celoto predstave. Pa se je Vladimir Vlaškalič za lažje vživljanje v vlogo garderoberja s temi ljudmi, denimo svojim garderoberjem, kaj posebej posvetoval? Ne, nisem, ker jih ponavadi se spremljamo v dogajanju, ko spremljaš garderobo, vse to med tem, ko delaš, ko imaš vaje, ko imaš predstave, pa si ti siten, pa ne moreš, pa gor dal pa vidiš, kako reagirajo. Ne, nisem. Te stvari se stkejo, veste, posebej, če si v enem ansamblu dolga leta in če živiš skupaj z neko generacijo, ki je približno enaka. Jaz sem imel enega izjemnega garderoberja v drami, Friderika Novaka, ki je zdaj že dolgo v penzionu. On je bil pač starejši, drugače sva stkala zelo pristne prijateljske vezi, funkcionirala sva izjemno dobro. Kar kmalu, ko sem prišel v teater, zelo mlad, mi je rekel, da je to zelo lepo, če igralec svoj kostum obesi na obešalnik po končani predstavi, ker je to le njegovo delovno sredstvo in mora nanj ga paziti. In jaz od takrat
do danes svoj kostum po vsaki predstavi obesim na obešalnik. Tako je en tak spomin, recimo. Sicer je pa tudi te pripombe, ki ti jih dajejo ti dolgoletni sodelavci, ne tisti, ki se kažejo na odru, ampak ki so odzadaj prisotni, so mnogokrat zelo, zelo koristne in zelo prisrčne in pravilne. Garderober je tako intimen vpogled nastajanja predstave in vsega dogajanja, ki spremlja to rojevanje. Tudi zlom ter minevanje nekega igralca in igralskega poklica. Pokaže pa, da pravi prijatelji in dobri sodelavci stojijo ob strani tudi v težkih trenutkih. Tako kot je postavljeno, je zelo intimna zadeva, kot ste rekli, ja, zadeva točno ta naš milje, s temi problemi, s težavami, s tem življenjem ali pa z lepoto, drugim je pa mogoče malo tuje, ampak upam, da bo predstava, da jih bo pritegnila, da bomo imeli neko publiko, ker je zelo intimna, ker je zelo drugačna, ker je mirna, ker ni delana na neki atrakciji v smislu efekta, hitrega užitka in tako naprej. Tako da je treba malo zdržati. Moja usta so zapečatena. Moram si drzniti vprašanje, je v tem solo tudi kaj vašega karakterja, igralskega? Kaj pa jaz vem, moram reči, da najbrž nisem na ta način razmišljal, ampak če bi citiral to, kar sem rekel, da moraš znova razgaljati vse svoje življenje, se mi zdi, da najbrž se da v tem seru nekako čutiti odzad tudi Iva Bana, bi rekel. Mire sem bila prepričana, da je neuničljiv. Morali bomo obvestiti direktorja. V Pokrajinskem muzeju Maribor je drugo leto zapored zaživel projekt Gugalnik idej. V odprtem pohištvenem depoju muzeja sta lani svoje umetniške ideje realizirala fotograf Žiga Koritnik in skladatelj Boštjan Perovšek. Dediščina kot navdih za kreativnost pa je tokrat nagovorila grafiterja, deskarja in risarja Teja Ivančiča, ki zastopa mlajšo generacijo uličnih umetnikov. Tejo Ivančič je vsestranski ustvarjalec, katerega podpis je viden v urbanih barvnih podobah podhodov, zidov in fasad Maribora. Manj provokativnih napisov in več likovnosti, več barv je njegovo načelo. Še vedno se mi zdi, da grafiti kultura v Sloveniji oziroma sam street art, bom rekel, počasi dobiva svoj prostor, kjer je recimo v raznih večjih prestolnicah drugod po svetu že zelo globoko zapisan v stene zidov. Je pa sprej zelo ena taka fajn, bom rekel, medij za risanje, za slikanje zdaj tudi. Zato, ker omogoča res, bom rekel, nešteto določenih linij, pritiskov, senčen, bom rekel, za eno kapico, ki jo imaš na spreju, lahko delaš čudeže, ne? Ker ni samo pritisk, ampak je oddaljenost, je koti, v glavnem, lahko si zelo kreativen, če tudi razmišljaš tako. Manj angažiran in bolj njegov je prostor v nekdanjem industrijskem objektu, ki si ga je preuredil tako, da v njem lahko izživi tudi druge kreativne ideje. Meni osebno je zdaj čist nova izkušnja risanja po platnih, se pravi, oziroma dajati mojo umetnost na prenosljive zadeve, ne. Zato pravim res se igrati s tem, da nekako izkoristim prostor, po katerem rišem. Tako tu recimo, da dejansko deluje z materialom, ne pa kot nalepka na njem, ne. To je v bistvu ena taka prelomnica pri meni, sploh v iskanju svojega stila. Tu sem prvič probal s tem, kar se zdaj, bom rekel, ukvarjam oziroma probam nagrajevati z tem mojim nekim stilom. Začel sem s čistim klasičnim praznjenjem sprejem, ki jih imam, da preluknem spreje, pa pustim, da tista barva obstoječa ven steče. Se pravi, sem si konkretno platno dal na tla, sem prazno spreje na njem,
do česa je prišlo, da so prišli te, bom rekel, ta močno ozadje. Nisem vedel, kaj ne z njimi. Sem začel packati in na koncu je nekako prišlo po 1, 2, 3 kurcah igranja z barvami do meni osebno najbolj priljubljene slike, sploh kaj sem jo naredil, ne. Prostor, ki postaja čisto pravi atelje, je tudi zbiralnica predmetov, ki ga tako ali drugače pritegnejo. Od zavrženih koles, igralnih avtomatov do mini skate proge. Inovativnost in drugačnost pogleda sta odliki, ki sta botrovali povabilu Mariborskega muzeja, da se kot ulični umetnik spozna z muzejsko zbirko in vanjo umesti svoje ideje. V projektu Gugalnik idej se tako Teo Ivančič znajde pred izzivom, kako svojo ustvarjalnost umestiti v muzejski prostor, kjer je zbrana 400-letna dediščina historičnega pohištva. Izhodišča uličnega umetnika so ob tem preprosta in intuitivna. Prvo vprašanje mi je v bistvu se porodilo, od koga je sploh to bilo, ne? Kdo je to vse uporabljal, ali so to, se pravi, da je to večina iz gradu ali teh okoliških, ne, mi je gospa Korenova seveda pač potem dala predložila mi je slike, ki visijo tudi v Viteški dvorani, teh štajerskih plemičev, se pravi 4 pari. In sem takoj, bom rekel, zagrabil to in jih dejansko interpretiral po svoje in jih nekako probal vključiti v ta duh, ki verjetno še živi tukaj malo z pohištvom, ki so ga uporabljali, ne. Portrete štajerskih plemičev, ki jih hrani muzej, je izbral kot predlogo za poslikavo odsluženih starih vrat. Jaz poimenujem to neki packasti realizem razvil, se pravi, da vzamem neko original sliko, neko referenčno sliko in jo potem priredim po svoje, da neke zadeve detajliram, neke zadeve spacam, neke zadeve naredim čisto po svoje. Predvsem pa se zelo dosti igram z barvami, zaradi tega, ker se mi zdi, da je danes svet preveč črno-bel in je treba malo, bom rekel, urbani prostor nasploh prostore malo poživiti. S projektom Gugalnik idej v nekdanjem kinu Partizan Pokrajinski muzej Maribor razvija idejo vzpostavljanja vezi med muzealijami in kreativnimi praksami sodobnega časa. Se nam je zdelo, da je treba dediščino izpostavljati tudi kot razvojno komponento naše sedanjosti in da bi umetnike, ki predstavljajo najobčutljivejši del naše populacije, spraševali o tem, kako ta dediščina dejansko vpliva na njih, kako jih nagovarja, kako jih konec koncev tudi spreminja. Poslavljamo se z glasbenim utrinkom naših glasbenih gostov. Za nekaj časa pa vas prepuščamo poletnemu kulturnemu utripu poletnih festivalov, uličnih gledališč in koncertov na prostem. Naša oddaja bo ponovno na sporedu septembra. Vabljeni v našo družbo in nasvidenje.
Thank you.